in lahko začnemo zares. Pri projektu Obleka naredi človeka sodelujemo 3 nevladne organizacije, ki se že vrsto let ukvarjamo s problemom hitre mode in vpliva mode na okolje in ljudi. To smo Ekologi brez meja, Društvo Fokus in Zavod Rimuhe oziroma Pravična trgovina Slovenije. Z vami smo danes Katja v imenu Ekologov brez meja, Živa Kavka Gobo v imenu Društva Fokus in Živa Lopatič, vodja projekta in vodja pravične trgovine v Sloveniji. In ta slika je nastala že pred leti v našem okoljskem centru, ko smo se že ukvarjali s to problematiko, zdaj pa smo veseli, da nas je podprl financer Active Citizen Fund Slovenija in nam omogočil res poglobljeno delo na tem področju in ukvarjanje s to problematiko. Tekstilna industrija, kot najbrž veste, je druga največja onesnaževalka na svetu, takoj za naftno industrijo. In v bistvu tekstil, oblačila onesnažujejo naše okolje prav v vseh fazah življenjskega cikla, že pri proizvodnji, pri uporabi in seveda tudi ob koncu življenjske dobe. Zdaj na tej prezentaciji lahko vidite par najbolj ključnih številk, mogoče pa, da jih podkrepimo še z nekaj pomembnimi podatki. Sama proizvodnja zahteva veliko količino naravnih virov, ki so seveda omejeni. Naprimer, letno se za proizvodnjo tekstila porabi 350 milijonov sodčkov nafte, kar je res velika številka. Poleg seveda fosilnih goriv potrebujemo tudi kemikalije, pesticide, vodo, zemljo in energijo, ki jo seveda z vsakim odvrženim kosom oblačila potem tudi zapravimo. Pri uporabi gre za to, da več ne znamo skrbeti za svoje oblačila, v bistvu oblačila hitro zastarajo, ne samo fizično, tudi estetsko, v bistvu modni trendi nam nalagajo v bistvu neke smernice, kolikšna je v bistvu ta življenjska doba oblačil. In največkrat v zvezi z uporabo predvsem oblačil iz sintetičnih materialov govorimo o mikroplastiki, kajti pri vsakem izpiranju in vsakem pranju oblačil se v naše vode, v naša morja izpira velika količina plastičnih delcev, plastičnih vlaken. Na letni ravni to pomeni kot naprimer 50 milijard plastenk. In seveda po koncu življenjske dobe tekstilnih odpadkov je veliko, nekega načrta, kako ravnati z njimi nimamo, omenja se mehanska, omenja se kemična reciklaža, o čemer bomo nekoliko več spregovorili tudi v nadaljevanju. In zanimiv podatek je, da na svetu pristane na odlagališčih ali v sežigalnicah vsako sekundo en tovornjak zavrženega tekstila. In edina rešitev seveda je, kot pri vseh odpadkih, preprečevanje nastajanja odpadkov. In nekatere ocene pravijo, da bi z ponovno uporabo, popravili, koncepti najema in izposoje lahko do leta 2030 zmanjšali izpuste toplogrednih plinov tekstilne industrije za kar 143 milijonov ton. Zanimiv je še en aktualen podatek, da v bistvu ogromno teh mikrovlaken, ki izhajajo iz omenjenega pranja sintetičnih oblačil, pristane tudi naprimer na Antarktiki. Tam so našli ogromno, v bistvu največji delež izhaja prav iz pranja evropskih in severnoameriških oblačil. In mikrovlakne iz tekstila pa lahko zavirajo sposobnost pljuč, da obnovijo škodo, ki jo naprimer lahko povzroča tudi COVID-19. Tako da vsekakor aktualna tematika. Dobili smo tudi informacijo, da bi naj bil tekstil in oblačila ena izmed tem tudi letošnjega slovenskega predsedovanja Evropskemu svetu, ampak žal več konkretnih informacij na to temo nimamo. Projekt smo zagnali z obširno raziskavo, ki smo jo tudi že objavili in delili z vami. Tukaj nekaj konkretnih rezultatov te raziskave.
Ključna je seveda ta številka, da zavržemo 12,3 kg oblačil, to je veljalo za leto 2019 po osebi. V to številko so vključena samo oblačila, torej ne ostali tekstilni odpadki. Vključili pa smo tako številke ločenega zbiranja tekstilnih odpadkov oziroma oblačil, kot tudi neko oceno, koliko teh oblačil konča naprimer v zabojnikih za mešane komunalne odpadke. Raziskava nam je pokazala, da je res ključno imeti dober sistem merjenja, spremljanja kazalnikov, rezultatov, seveda si bomo tudi v bodoče prizadevali, da bo temu tako. Precej pa smo bili razočarani nad odzivom trgovcev, proizvajalcev, tako da tu tudi računamo na vašo pomoč in nekaj predlogov bomo predstavili v nadaljevanju. Zdaj pa krmilo predajam Živi Lopatič, ki bo nadaljevala socialno problematiko. Evo, Živa, ti dodajam pravico do deljenja. Tako. Hvala, Katja. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Tale naslednji del bomo šli zelo hitro skozi, čeprav so vse to tematike, o katerih se da razpravljati zelo na dolgo in široko. Jaz bi rada samo tukaj izpostavila par stvari, ki so zelo aktualne prav danes. Ko govorimo o socialni problematiki oziroma problematiki izkoriščanja ljudi v tekstilni industriji, ne moremo mimo pridelave bombaža oziroma pridelave osnovnih naravnih dobrin za izdelavo tekstilij. Tukaj je v resnici v tem trenutku najbolj na udaru ali pa največji problem v tem trenutku je izkoriščanje Ujgurov na Kitajskem, ki so prisiljeni delati na bombažnih poljih. Poleg tega še vedno poteka bojkot uzbekistanskega bombaža, kjer prav tako izkoriščajo delavce za to, da delajo na poljih bombaža. In pa tudi seveda je problem v Turkmenistanu, pa še v drugih državah po svetu. Problem je tudi gojenje hibridnih sort bombaža, namreč recimo v Indiji so kmete oziroma pridelovalce bombaža, predvsem majhne, prepričali, da je bolje, da gojijo hibridne sorte bombaža, ne pa tistih, ki so jih bili navajeni saditi predtem. Namreč hibridne sorte bombaža so ponavadi enoletnice in so tudi tiste sorte bombaža, ki zahtevajo ogromno količino vode in ki so ponavadi zahtevajo tudi veliko škropiv, se pravi Roundup in podobne zadeve, ki jih pa seveda proizvajajo multinacionalke v razvitejših delih sveta. Tako da zaradi gojenja hibridnih sort bombaža v bistvu ugotavljajo že več let, da ogromno pridelovalcev enostavno si ne more več privoščiti gojenja hibridnih sort in zato se dogaja veliko samomorov. To je recimo primer Indije. Zakaj pa prišlo do tega, da se dela prisilno delo na poljih bombaža oziroma gojenje hibridnih sort in podobne zadeve, so pa predvsem državne subvencije pridelave bombaža v Združenih državah Amerike, ki dejansko velikemu deležu pridelovalcev bombaža subvencionirajo pridelavo bombaža in na ta način v bistvu zelo znižujejo ceno bombaža na svetovnem trgu. Namreč, če govorimo o bombažu, lahko vidimo po zadnjih raziskavah, da se v resnici količina pridelanega bombaža na svetu ne povečuje, ostaja ves čas približno enaka, medtem ko recimo za povečanje količine tekstilnih izdelkov, ki ga zaznavamo danes, v bistvu k temu prispevajo predvsem sintetična vlakna in ne pridelava bombaža. Tako da tukaj imamo en bazen pridelovalcev, ki se pač bojujejo za svoj tržni delež. Tako da vsako od teh tem, ki sem jih zdaj naštela, se da v resnici obravnavati precej širše, kot je predstavljena tukaj. Potem naslednja stvar pri izkoriščanju delavcev so absolutno neprimerni delovni pogoji. Ogromno delavcev dela v sweatshopih, tako imenovanih sweatshopih oziroma potilnicah, kot jih mi prevajamo, in ameriška zakonodaja je potilnice oziroma sweatshope že opredelila in jih
opredelila za nelegalne. Značilnosti sweatshopov so pa take, kot je prikazano na tej sliki, skratka dolge ure, dolgi delovniki, problem zaščite zdravja delavcev, zelo nizka plačila, razno nasilje oziroma izkoriščanje na drugačne načine, od fizičnega do seksualnega do vseh ostalih. Ogromno delavcev je, ki so vključeni, so otroci in pa seveda nobenih dodatnih benefitov oziroma nobenih dodatnih ugodnosti nimajo te delavci. Kar se je pa zelo lepo pokazalo tudi v tej zadnji krizi covidni, ampak do tega bom še prišla malo kasneje. O neprimernih delovnih pogojih se je začelo zelo veliko govoriti po Rana Plazi 24.4.2013, to je takrat, ko se je v Dhaki v Bangladešu zrušila stavba in pod seboj pokopala več kot 1000 ljudi. Ogromno je bilo ranjenih in takrat dejansko so prisilili veliko znamk v Bangladešu, da so podpisale razne pogodbe, da enostavno pogodbe za sindikati, da se take kršitve ne bodo več dogajale. Seveda Rana Plaza ni bila zadnja v nizu takih dogodkov, takih nesreč je bilo po Rana Plazi še kar nekaj in vsako leto lahko spremljamo dodatne nesreče, ki sicer nimajo toliko hudih posledic, kot jih je imela Rana Plaza, ampak posledice recimo par 10 do 100 mrtvih in tako naprej se pa zelo hitro zgodijo. In seveda neprimerno plačilo, ampak tudi o tem bom govorila malo kasneje. V tekstilni industriji je še vedno zelo prisotno otroško delo in sicer v vseh fazah proizvodnje, od pridelave osnovnih surovin do izdelave končnih izdelkov. Po nekaterih ocenah ocenjujejo celo, da je kar 60% vseh otrok, ki delajo prisilno na svetu, vključenih prav v tekstilno industrijo. Vedno pogostejši problem izkoriščanja pa je izkoriščanje migrantov. To pa lahko opazujemo v resnici v naši neposredni bližini. Turčija, Severna Makedonija, tudi Bolgarija, Romunija, kamor dejansko prihajajo migranti iz različnih koncev sveta. Tam se ustavijo na svoji migrantski poti in so vključeni nelegalno v proizvodnjo tekstilnih izdelkov, kar pa pomeni, da so izpostavljeni dodatnim tveganjem oziroma dodatnim možnostim za izkoriščanje. Ker če si pač nelegalno prisoten v eni državi, ti lahko v resnici postavljajo delodajalci pogoje, ti pa v resnici nimaš nobenega vzvoda, da bi se proti temu boril. Še vedno pa vemo, da ne glede na to, da je veliko proizvodnje tekstila v Evropi, je 60% svetovne proizvodnje oblačil prav v Aziji, se pravi Kitajska, Bangladeš, Vietnam. Lahko pa v resnici lociramo tekstilno industrijo prav v vseh delih sveta in prav v vseh delih sveta se dogajajo podobne kršitve pravic delavcev, kot se dogajajo v Aziji. Tako da to, kar sem naštela, ni samo nekaj, kar se dogaja tam, ampak dejansko lahko prevedemo prav v vse države, celo v našo neposredno bližino, na kar kažejo tudi razna poročila. Linke do teh poročil pa z vami delim kasneje oziroma so vključeni v naše gradivo za medije. Naslednja stvar, ki bi jo... Če bom jaz... Zakaj ne morem? Hvala, Katja. Naslednja stvar, ki bi jo z vami rada podelila, je pobuda, da se ne samo v tekstilni industriji, ampak v vseh podobnih industrijah, kakršna je tudi tekstilna, začnemo boriti za dostojno plačilo in ne več za minimalno plačilo. Zdaj, kaj je eno, kaj je drugo? Dostojno plačilo je v angleščini se temu reče living wage in to je tisto plačilo, ki naj bi ga delavec prejel, zato da lahko dejansko pokriva svoje stroške življenja in si zagotovi neko kakovost v svojem življenju. To se pravi, da si lahko privošči tudi zdravnika, šolanje svojih otrok in osnovne dobrine, ki jih potrebuje za kakovostno življenje. Minimalna plača je pa plača, za katero se v resnici predvsem sindikati tudi pri nas borijo za to, da bi bil določen nek minimum, pod katerega pa se ne sme iti. Se pravi, dostojno plačilo je vedno višje od minimalne plače. Mi smo pred kratkim delili spodnjo sliko, ki jo vidite tudi
vi zdajle na ekranu, na naših družbenih omrežjih. Ta slika prikazuje prav to razliko med minimalno plačo in dostojnim plačilom in prikazuje, kako majhen delež v bistvu povišanja cene določenega izdelka bi bil potreben, zato da bi si lahko določeni zagotovili dostojno plačilo za svoje delo, oziroma da bi se določenim vključenim v proces proizvodnje oblačila lahko zagotovilo dostojno plačilo. Zdaj, to seveda ni tako preprosto kot samo dvig cene, ponavadi je do dostojnega plačila jih loči še to, da dejansko mora obstajati in tako politična volja kot volja delodajalcev, da dejansko delavcem plačajo več, in v tekstilni industriji enostavno te volje ni, ker ni potrebno, da bi obstajala. Tako da jaz vam bom reči to slikco prepustila, da jo sami preučite, da vidite, kaj vse vpliva na končno ceno izdelka. Pri tej sliki smo velikokrat dobivali tudi pripombe, da kaj pa, če potem majica stane 5 evrov, kakšna pa je potem razdelitev. Razdelitve so ponavadi podobne oziroma še slabše, oziroma končni začetni delavec oziroma tisti, ki so izdelek izdelali, dobijo še manj, kot bi ga dobili, če bi majica dejansko, ali pa če majica dejansko stane 29 evrov. Je pa tudi res, da ni nujno, če majica stane 29 evrov, da dejansko je tak razrez, kakor je prikazan na teh slikah. Katja, te bom spet prosila, če mi ti predstaviš. Hvala lepa. Zelo pomembne stvari, ki so se pokazale v luči covida, so pa nepravične trgovinske prakse. Nepravične trgovinske prakse izhajajo iz tega, da enostavno močnejši, v tem primeru multinacionalke, lahko izkoriščajo tiste, ki so šibkejši, se pravi proizvajalce tekstilnih izdelkov oziroma pridelovalce surovin. Covid kriza je prinesla prav to, da so se enostavno močnejši odločili, da določenih pogodbenih obveznosti, ki so jih že sklenili, enostavno ne bodo izpolnili. In žrtve tega neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti so pa seveda tisti, ki so najšibkejši, in to so delavci. Zaradi nespoštovanja pogodb se je zgodilo, da so se začele odpovedati naročila, da se začele nelegalno zapirati tovarne, da se unilateralno spreminjajo pogodbe o zaposlitvah, da se odpušča delavce, in temu so sledili seveda protesti, ki jih zdajle najbolj spremljamo predvsem v Myanmaru, kjer je kot posledica tudi precej veliko mrtvih. Zato je organizacija Clean Clothes Campaign, to je ena večjih organizacij, ki je bila tudi ustanovljena po Rana Plazi, oziroma Rana Plaza je dala dodaten zagon pri delovanju, začela akcijo Pay Your Workers, ki dejansko pritiska na proizvajalce oziroma delodajalce, da začnejo da zahtevajo, da se take pogodbe izpolnijo in da dejansko plačajo delavcem, ki so naredili svoje delo. In da se jih ne bi odpuščali, da bi bili ob odpuščanju deležni dodatnih oziroma tistih nadomestil, ki jim pripadajo ob odpustitvi in podobno. Tukaj je pa nekaj linkov oziroma nekaj povezav do v tem trenutku aktualnih poročil oziroma tematik, ki si jih lahko pa pol kasneje pogledate. Fashion Revolution je tudi ena organizacija, ki je bila ustanovljena po kolapsu Rana Plaze in se bojuje prav za to, da bi velike multinacionalke sprejele svojo odgovornost do tistih, ki so vključeni v njihovo oskrbovalno verigo, in vsako leto objavi Transparency Index, tudi letos ga bo, in ta nov Transparency Index bo na voljo v času modne revolucije, to je konec aprila. V tem trenutku je dostopen lanski in tudi lahko na njihovi spletni strani spremljate, kako se ta transparentnost izboljšuje oziroma na kakšen način oni spremljajo transparentnost. Njihovo mnenje namreč je, pa tudi mi ga z njimi delimo, da enostavno je transparentnost tista, ki je ključ do tega, da bomo enkrat lahko zagotovili boljše oziroma večje spoštovanje človekovih pravic in tudi seveda jasno boljšo zaščito okolja tudi v oskrbovalni verigi s tekstilom. Naslednja je Clean Clothes Campaign, kjer vam priporočam predvsem prebiranje profilov različnih držav, kjer ocenjujejo to, kakšna je situacija, in med Country Profiles najdete tudi opise situacij v naših sosedah, to se pravi od Hrvaške, Romunije, Bolgarije, konec koncev Severne Makedonije, Srbije, pa tudi Turčije in tako naprej. Fair Wear Foundation je tista, iz katere smo delili
sliko majčk. Oni se ukvarjajo predvsem z zagotavljanjem dostojnega plačila delavcem in zelo veliko pišejo o tem, kakšno naj bi to dostojno plačilo bilo, kako naj bi se določili in podobno. Eno pomembnejših poročil v zadnjem času je ta uguri na razprodaji, ki jo je pripravila Avstralija in na podlagi katere se tudi oblikujejo pobude, da se bojkotira kitajski bombaž. Podobno kot so naredili z uzbekistanskim bombažem, ki ga je Evropska unija v nekem trenutku, oziroma proizvajalci v Evropski uniji so jih začeli bojkotirati. Seveda jasno se najdejo potem poti naokrog, skratka tudi ena tema, ki je vredna obravnave. In pa seveda Mednarodna organizacija dela in pa UNICEF, ki pišeta ogromno o izkoriščanju delavcev, ne samo o otrocih, ampak tudi o vseh ostalih. Hvala, Živa. Nadaljujemo kar z nekaj nasveti oziroma predlogi za uspešno novinarsko podajanje problematike medijskim uporabnikom. Zdaj upam, da se tukaj vidi, ampak izbrali smo nekaj komentarjev ravno na članke o projektu Obleka naredi človeka. Ti so konkretno seveda na našo nedavno objavljeno raziskavo in tukaj bi poudarili, da je res pomembno vedno napisati, da so te številke, ki jih podajamo, povprečje. Kajti vedno se bojo našli komentarji, kjer bo nekdo napisal, ja, jaz pa ne zavržem toliko, se pravi, moj sosed zavrže 2-krat več. Zanimivo je, ponavadi se vedno sosede omenja. Sama sem delala analizo na področju zavržene hrane in komentarjev, tako da to je res taka slovenski kontekst. Tako da ja, povprečja in ko pišemo o številkah, da se jih je res dobro pojasniti, tako kot smo omenili, se pravi v teh 12,3 kilogramih iz leta 2019 so vključena zgolj oblačila, se pravi brez nekih tepihov, zaves in tako naprej, in da gre to za ločeno zbrana oblačila in tista, ki se znajdejo v mešanih komunalnih odpadkih. Potem pa je še tukaj en tak zanimiv komentar, ki se tudi pogosto pojavlja v tem socialnem kontekstu, češ kaj pa bodo revni otroci počeli, če ne bodo imeli tekstilne industrije, tako da mogoče je tukaj Živa za kak komentar oziroma nasvet, kako se ukvarjati s temi komentarji oziroma kaj že v prvi vrsti napisati, da bodo nepotrebni. Tukaj je super razumeti izhodišče in izhodišče je vedno, da enostavno mi potrebujemo kot posamezniki oziroma kot potrošniki, potrebujemo izgovor, zakaj se ne odpovedati svojim navadam oziroma svojemu udobju, ker enostavno pač ne želimo kupovati manj oziroma si ne želimo spreminjati svojih nakupovalnih navad. Zato jaz takmu, ki mi reče kaj podobnega oziroma zatrdi kaj podobnega, kar ni redkost, to se dogaja pogosto, razložim, da enostavno te ljudje, ki danes delajo v tekstilni industriji, v prvi fazi niso delali v tekstilni industriji, ker je tam je bil tam drugačen način življenja. Tekstilna industrija je bila tista, ki je prišla k njim in jim začela postavljati drugačne pogoje za delo in jih danes dejansko tudi omejuje. Tako da tukaj bi lahko govorili spet o kurji in jajcu oziroma kaj je bilo prej, ampak definitivno otroci, ki so bili ki včasih niso bili vključeni v delo, so danes prisiljeni biti vključeni v delo, ker enostavno drugače njihove družine ne preživijo. Kar se tudi lepo vidi po COVID krizi, namreč ogromno otrok v Bangladešu, kot ste videli prej, je vključenih v procese dela prav zato, da lahko sploh preživijo svoje družine, ker so njihovi starši izgubili delo. Tako da mi smo absolutno mnenja, da situacija ni preprosta, je zapletena, ni jo lahko rešiti samo z dvigom plače ali pa z nekimi mednarodnimi pogodbami pa zahtevami. To je sistem, ki ga je treba spremeniti od znotraj in enostavno otroke izključiti iz procesov dela in dati njihovim staršem dovolj možnosti, da zaslužijo dovolj, da lahko svoje otroke primerno šolajo, prehranijo, skratka jim zagotovijo življenje, ki je vredno človeka.
Najlepša hvala, Živa. Zdaj pa nadaljujemo še z nekaj osnovnimi pojmi, kjer opažamo, da pogosto prihaja do težav z razumevanjem in pojasnjevanjem. In sicer v prvi vrsti na vseh področjih, kjer se ukvarjamo z odpadki, opažamo težavo med pojmoma recikliranje in ločeno zbiranje. Kajti pogosto se govori, potrošniki recikliramo oziroma učenci v šolah recikliramo, ampak to ne drži. Posamezniki odpadke ločeno zbiramo, ki se potem reciklirajo v predelovalnah odpadkov. Tako da recikliranje je tisti industrijski proces, medtem ko pa mi, posamezniki, pa odpadke ločeno zbiramo. Kot sem že omenila, žal se reciklira manj kot 1% oblačil po vsem svetu, seveda pa prihaja do različnih iniciativ, do različnih pilotnih projektov. Pri nas poznamo tako kemično reciklažo, projekte Resintex v Mariboru, kjer gre za to, da v bistvu vplivamo na samo molekularno strukturo nekega oblačila in v bistvu gre za to, da samo eno snov znotraj celotnega oblačila lahko recikliramo, medtem ko pri mehanski reciklaži pa lahko recikliramo več vrst vlaken. In tako je zdaj trenutno, da kemična reciklaža je še v povojih in trenutno še ni čisto jasno, kakšno vlogo bo igrala. Potem pa imamo še tukaj upcycling in downcycling. Inštitut Frana Ramovša predlaga večvrednostno in manjvrednostno recikliranje kot ustrezna prevoda in tudi sami se trudimo, da čim več teh izrazov seveda tudi uporabljamo pravilno. In tukaj se lahko pogovarjamo o tem, ali je smiselno plastenke reciklirati zato, da se uporabljajo v tekstilni industriji. Je smiselno, seveda, če s takšnimi recikliranimi materiali nadomestimo sicer deviško plastiko, naprimer deviška fosilna goriva. Še bolj smiselno pa bi bilo seveda, da ostaja ta zaprta zanka, kar je bistvo krožnega gospodarstva, se pravi, da bi se tekstil recikliral nazaj v tekstil, se pravi, da ne bi prišlo do manjvrednostnega recikliranja, se pravi iz plastenk v nek tekstil, ki ga potem več ne moremo reciklirati. Zdaj bom pa malo tule. Tukaj je že eno vprašanje, imamo že nekaj vprašanj, bomo odgovorili potem na koncu v debati, lahko potem si tudi odprete mikrofone. Zdaj pa še nekaj ključnih zadev, ki jih opažamo. Kot sem omenila pri naši raziskavi, trgovci ne želijo izdati, kaj se zgodi z njihovimi oblačili. Se pravi, kaj se zgodi z oblačili, ki jih potrošniki prenesemo nazaj, naprimer, da ti niso všeč, kakorkoli jih vrneš. Potem, kaj se zgodi s tistimi oblačili, ki jih zbirajo v tako imenovanih programih recikliranja, in tudi ne vemo, kaj se zgodi z oblačili, ki naprimer ostajajo zaloge. In ključno tukaj bi se želeli, da bi izvedli od trgovcev, kaj se z vsem tem zgodi, in da ko rečejo, glejte, mi oblačila recikliramo, da tukaj ne postavimo pike, ampak da jih vprašamo, kako jih reciklirate, a jih res reciklirate, ali samo ločeno zbirate in potem pošljete na drugi konec sveta. Tako da to je eno izmed teh ključnih vprašanj. Pomembno bi bilo tudi dobro vizualizirati te podatke, ker teh 12,3 kilograme si res težko predstavljamo, morda s kakšnimi fotografijami, grafi, skratka, da so podatki čim bolj vizualno podkrepljeni. In pa seveda potrebno je še veliko debate na temo certifikatov. Iz naše raziskave se je pokazalo, da ljudje slabo poznamo te certifikate in ker jih pač ne poznamo, ne dobivamo dovolj koristnih informacij, jim seveda tudi ne zaupamo. Mogoče tukaj Živa tudi za kak komentar, če bi še ti na to temo dodala certifikatov, ker se pač ukvarjaš primarno tudi s tem v sklopu pravične trgovine. Bomo najprej certifikati prav. Certifikati, zdaj tako, obstajata dve vrsti certifikatov. Ena so certifikati, ki so privatni, in eno so tisti certifikati, za katerimi stojijo mednarodne inštitucije oziroma država. Tukaj kot primer tega certifikata, za katerim stoji država, je recimo ekološki certifikat, ki ga nadzoruje državna inšpekcija, ki lahko pride, ti vzamejo certifikat, ti dajo kazen finančno. Skratka,
nadzorovana je na drugačen način. Potem so pa privatni certifikati, za katere se pa v bistvu proizvajalci odločajo prostovoljno. Te certifikati so enako plačljivi kot državni certifikati, to se pravi, jih je spet treba plačati, se pa razlikujejo predvsem po tem, kakšen nadzor je za certifikati. To se pravi, mi tukaj govorimo o močnejših, pa o mogoče šibkejših certifikatih, ampak ne z vidika tega, kako so postavljeni kriteriji, ampak predvsem z vidika tega, kako se izvaja nadzor nad certifikati oziroma nad temi, ki te certifikate imajo in jih uporabljajo. Tako da mi smo vsi mnenja, da enostavno boljše je izdelek s certifikatom, pa ne izbor certifikat kakršenkoli že, ker to vsaj pomeni, da so se tisti, ki so si ga pridobili, zavedali, da so to pomembne stvari oziroma da je to nekaj, čemur je treba slediti. Je pa seveda jasno, da mi več kot bi potrošniki vedeli o teh certifikatih oziroma bili sposobni spremljati, kaj ta certifikat pomeni, kakšen je nadzor nad certifikatom, ne bi tudi potrošniki bili lahko tisti, ki bi v nekem trenutku izbrali certifikate, ki jih res želijo podpreti, oziroma tiste, ki jim res zaupajo. Tako da v Sloveniji še nismo tukaj, medtem ko recimo zahodni svet se že zelo veliko ukvarja s tem, ker se je zaupanje v certifikate precej večje in je tudi potem kritika certifikatom precej večja in se tudi na podlagi kritike, ki jo certifikati prejmejo, oziroma tisti, ki podeljujejo certifikate, organizirajo, da te certifikati postajajo vedno močnejši oziroma se jih jemlje tistim, ki kršijo dogovor oziroma kriterije certifikata, ki jim je bil pač podeljen. Super, hvala Živa. Tako da to je bilo nekaj takih kratkih iztočnic, ki bi potrebovali še precej raziskovalnega dela in dela na področju poročanja. Da pa vam bo pri tem seveda lažje, smo pripravili tudi gradivo za medije. Zdaj delim z vami našo spletno stran Obleka naredi človeka. Gradivo za medije je dostopno na tej povezavi in v bistvu gre za dokument, ki bo živel, ki ga bomo ponovno uporabljali in bo imel seveda v našem kontekstu dolgo življenjsko dobo. Tukaj so vse informacije o naših aktivnostih, predvsem pa tudi vse te povezave, ki jih je tudi že prej Živa naštela in nekaj ključnih številskih podatkov, ki so pogosto zelo fini pri podajanju kakšnih vsebin. Tako, zdaj pa preden nadaljujemo, bi vas povabila, da si odprete povezavo, ki vam bom delila na chat. In vas bom prosila, tako kot kaže v bistvu tukaj prvo vprašanje, da zapišete, si vzamete minuto časa, imate povezavo še do konca tega našega webinarja odprto, kaj vse bi še potrebovali od nas nevladnih organizacij, da bi bilo vaše delo pri poročanju in ozaveščanju o teh problematikah, s katerimi se mi ukvarjamo, čim lažje. Tako da vabljeni k izpolnjevanju, to nam bo zelo pomagalo pri našem delu in seveda vsi skupaj bomo precej bolj učinkoviti. Zdaj bomo pa nadaljevali z aktivnostmi projekta. Takole. Tukaj smo izpostavili nekaj samo tistih ključnih. Vse so naštete tudi v gradivu za medije, kjer, kot rečeno, jih stalno posodabljamo in tudi na naši spletni strani. Veliko pozitivnega odziva doživljajo naši Instagram pogovori s strokovnjaki, kjer enkrat tedensko povabimo kratkemu pogovoru, predstavitvi različne deležnike na področju oblačil, mode in tekstilne industrije in pa seveda naši mesečni izzivi, kjer posameznike pozivamo, da pokukajo v svoje omare, preštejo naprimer, koliko imajo promocijskih majic in ko smo ravno pri promocijskih majicah, to je tudi eno izmed ključnih sporočil našega projekta. Želimo namreč spodbuditi razmislek, ali so promocijske majice res vedno potrebne, naprimer kot darila, promocijski materiali za razne teke. Zato želimo v bistvu zbrati tudi število promocijskih majic v Sloveniji. Na naši spletni strani je temu namenjen tudi števec, kjer beležimo, koliko imajo posamezniki promocijskih majic, tako da ta
Ta izziv bo potekal vse do konca projekta in verjamemo, da bomo ob koncu tudi pripravili zanimive aktivnosti na to temo. In ker smo danes ste zbrani tukaj novinarji, poziv, da si želimo tudi poglobljenih raziskovalnih prispevkov in smo tukaj seveda na voljo za sodelovanje, za razgovor o tem, kaj bi bilo smiselno narediti. Seveda, kot sem že omenila, zdaj v prvi vrsti bi bilo potrebno preveriti, kaj se dogaja zares pri trgovcih, kaj bi bilo še treba narediti, o čem bi bilo treba poročati in raziskati, da pridemo tej težavi v bistvu do dna. Zdaj pa predajam besedo Živi Kavka Gobo iz društva Fokus, ki pa nam bo predstavila, kakšne zagovorniške aktivnosti nas čakajo v sklopu našega projekta. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Kot opisano prej, smo že malo pogledali na stran problematike, vemo, kje se zajec skriva, tako da vemo, kaj je problem. Vprašali smo se tudi, kaj lahko v Sloveniji naredimo, poleg tega, kaj lahko naredi potrošnik. Potrošnikom so namreč usmerjene vse aktivnosti na družabnih medijih in na družbenih medijih in preko tudi konec koncev vaših medijev. Poleg tega pa vemo, da morajo ukrepati tako trgovci, kot pa tudi zakonodajalci in odločevalci. Potrebujemo namreč zakonodajni okvir, ki nas bo postavljal na pot nekako etične pridelave in potrošnje tekstila. Zato smo se odločili za v bistvu delo na dveh ravneh. Eno je raven Evropske unije, to je v bistvu raven due diligence, tako imenovane, oziroma mandatory human rights and environmental due diligence, to je v bistvu dolžna skrbnost na področju okolja in človekovih pravic, kjer se zavzemamo v okviru evropskih mrež in konec koncev tudi z predstavniki, delamo z predstavniki iz Slovenije v Evropskem parlamentu, za to, da bi se sprejel zakonodajni okvir, ki bi zavezoval podjetja, ki prodajajo in poslujejo v Evropski uniji, k odgovornosti za celotno dobavno verigo. Kaj bi to v praksi pomenilo? Da nekdo, ki prodaja nam obleke, od kogar kupujemo obleke, mora zagotoviti, da so v okviru njihove dobavne verige spoštovane vse človekove pravice, vključno z delavskimi pravicami ljudi, ki delajo, ne vem, v Bangladešu in vključno s tem, da bi moral zagotoviti, da ne prihaja do zlorabe otrok pri delu. In seveda podobno velja za okolje. Ker pa menimo, da je potrebno delovati tudi na nacionalni ravni, smo se odločili za dva primera, kjer bomo poskušali delovati in vplivati na določene spremembe. Eno je področje javnega naročanja, kjer tudi tekstil pade notri na področje zelenih javnih naročil, tako zakona kot tudi uredbe, in bomo naredili analizo tega, kdaj se v bistvu naroča tekstil z določenimi znamkami in določenimi okoljskimi in družbenimi podlagami. Torej, kdaj se naroča tisti tekstil, ki je etično pripravljen. Namreč tudi vlada je sprejela že nekaj časa nazaj tudi usmeritev, da bi moralo biti zeleno javno naročanje kot tako sicer, ampak zeleno še bolj etično. In sem spada tudi tekstil kot posebno. Pokrivali bomo pa tudi področje odpadkov, namreč na ravni Evropske unije bo sicer obvezno ločeno zbiranje tekstila kot odpadka šele od 2025. Mi bi pričakovali, da se na slovenski ravni premaknejo stvari hitreje, če nič drugega, da bi postalo obvezno ločeno zbiranje tekstila in oblek kot odpadka. Določeni zametki nekih zakonodaj in pravilnikov seveda že obstajajo, vendar menimo, da niso dovolj. Tako nekako na kratko je opisano področja, kjer bomo skušali vplivati na spremembo okvirov, kjer delujemo tako posamezniki skupnosti kot tudi podjetja v smeri zmanjšanja odpadkov iz oblek in tekstila in pa seveda tudi s ciljem bolj etičnega tekstila na naših policah in v naših omarah. Hvala. Hvala, Živi. Zdaj pa predajam spet drugi Živi in sicer, da predstavi našo naslednjo glavno aktivnost, ki bomo posvetili največ pozornosti in upamo, da tudi vi, in sicer prvi slovenski dan v rabljenih oblačilih. Izvoli, Živa. Ja, hvala, Katja.
Ravno zato, ker ugotavljamo, da enostavno je najbolj pomembna stvar za potrošnike, da lahko kaj spremenimo da bi enostavno v naših omarah bilo manj oblačil oziroma da bi se manjkrat odločali za nakup novega oblačila. Smo se odločili, da letos teden modne revolucije oziroma Fashion Revolution Week izkoristimo prav za promocijo tega, da so rabljena oblačila v bistvu cool in da nam v bistvu omogočajo, da izražamo svojo identiteto, da smo vedno drugače oblečeni, če to želimo in tako naprej in da dejansko uporabno stvari, ki jih imamo v svojih omarah. K temu spodbujamo že prek naših mesečnih izzivov, ki jih je Katja omenila, ampak kot neka krona tega bi si pa želeli, da se vsaj za en dan čim več ljudi obleče v rabljena oblačila oziroma v oblačila iz druge roke, ki seveda bi že mogla biti v njihovih omarah oziroma ki jih lahko pridobijo na raznih izmenjevalnicah, si jih izmenjajo s svojimi prijatelji, sodelavci, v glavnem na kakršenkoli način lahko pridejo do nekih rabljenih oblačil oziroma oblačil iz druge roke, jih tisti dan oblečajo, se fotografirajo, fotke objavijo na svojih družbenih omrežjih, pri tem označijo dan v rabljenih oblačilih oziroma obleka naredi človeka in na ta način v bistvu pomagajo k temu, da bi dejansko rabljena oblačila postala trend. K sodelovanju bomo seveda povabili čim več organizacij, za njih imamo pripravljene materiale, to se pravi, da lahko res razširimo to sporočilo med čim več ljudi in ga pršimo po celi Sloveniji in ja, da se vsaj en dan vsi oblečemo v rabljena oblačila. To bi bilo za nas fenomenalno, oziroma bi res pokazali, da je nekaj na tem in da lahko res naredimo stvari v bistvu z zelo majhnimi spremembami. Super, hvala Živa. Evo, to je v grobem vsebina današnjega srečanja. Zdaj pa predlagam, da se kar lotimo vprašanj v klepetalnici oziroma vabljeni, da jih tudi na glas izrazite, da razvijemo debato. Tako veliko nas tudi ni, da ne bi mogli se pogovarjati. Nataša sprašuje Živa, kaj odgovoriti kolaji, ki vse obrnejo na to, da je pač kriva industrija, trgovci in tako naprej. Mislim, definitivno lahko rečemo, da je industrija in da so trgovci veliko krivi, zaradi tega, ker dejansko oni so tisti, ki imajo veliko niti v svojih rokah. Je pa tudi res, da so trgovci in proizvajalci tisti, ki so ustanovljeni oziroma ki delujejo za to, da ustvarjajo profit. In če želijo ustvarjati profit, enostavno ga lahko delajo tudi na način, da znižujejo stroške in to dejansko vpliva na to, da je vedno več delavcev izkoriščenih oziroma da je vedno več okolja uničenega. Tukaj pa dejansko nastopi država, ki je tista, ki je dejansko edina, ki jim lahko stopi na prste in jim postavi omejitve, da pač tega ne smejo več početi oziroma da morajo plačati stvari, ki jih uničijo. To se pravi, ali da enostavno so dolžni nadomestila delavcev, ki so jim vzeli zdravje, ali pa da enostavno plačajo eksternalije, ki so se zgodile kot uničenje okolja. Tako da kot potrošnik, ko rečem, ja, sej mi trgovec ne omogoča, da kupam nekaj boljšega, ima po eni strani res prav. Po drugi strani se pa lahko potrošnik tudi odloči, da enostavno tega oblačila ne bo kupil. Pa seveda tukaj jasno manjka transparentnost in pa interes potrošnikov, da bi vedeli o izdelkih več. Tako da jaz jim ne bi v celoti rekla, da nimajo prav, ampak bi jim pa rekla, da dobro, to je pač delno prelaganje odgovornosti na nekoga drugega, zdaj pa sam tvoja odločitev, ali sprejmeš odgovornost, pa enostavno se odločiš drugače, ali pa ne sprejmeš te odgovornosti, pa še naprej kriviš druge. Ja, jaz bi mogoče tle samo še dodala, da dejansko, tako kot sem že prej rekla, so 3 ravni odgovornosti na grobem. Imamo posameznike kot potrošnike, imamo v bistvu države oziroma kot tiste, ki dajo zakonodajne okvire, kjer delujejo, in konec koncev imamo gospodarstvo, ki deluje pa spet pod svojih pravilih. In ja, dejstvo je, da mora biti spremembe narejene na vseh 3 straneh, ampak to pomeni, da morajo tudi posamezniki kot potrošniki spreminjati stvari in vzporedno delati, torej ne samo drugače nakupovati, po možnosti še sodelovati pri pritiskih na spreminjanje zakonov in mogoče tudi pri pritiskih na spreminjanje poslovnih praks trgovcev. Tako da so vse 3 komponente tiste, ki morajo biti usklajene. Posameznik ima pa lahko čisto vest, konec koncev, če rečemo temu, čisto na individualnem nivoju, s tem, da kupuje ali pa konec koncev ne kupuje tistega, česar ne potrebuje.
Super, jaz bi tukaj samo še dodala, da pa kar mi opažamo je to, da se pogosto pa ravno trgovci, proizvajalci prelagajo krivdo na potrošnike. Se pravi, pravijo, ja, potrošniki so krivi, potrošniki želijo to in potrošniki to od nas pričakujejo. Tako da gre v različne smeri in ravno to prelaganje odgovornosti je pač največja težava, ker s tem ne bomo nikamor prišli. Se pravi, rabimo res veliko množico ozaveščenih potrošnikov, da lahko izvajajo pritisk tako na odločevalce, kot tudi na posameznike. In morda kot zanimivost v klepet vam bom nalepila povezavo, sicer ne ravno vezano na tekstil, ampak zadnja oddaja Johna Oliverja je potekala na temo plastike, kjer je ravno lepo pojasnjeno, ne, ta relacija proizvajalcev do potrošnikov in zakaj je pomembno, da nismo vedno potrošniki na tapeti in da se tudi proizvajalcem pove, da je treba spremeniti prakse delovanja. Lahko še nekaj dodam? No, če smo pa že toliko razdelali to vprašanje, kar je čisto smiselno, bi pa tukaj dodala še to, ne, da trgovci dejansko se odzivajo na pritiske potrošnikov, ki so vedno večji in zato se dogajajo predvsem spremembe na dveh nivojih. Eno je, da ogromno tekstilnih multinacionalk sprejema tako imenovane Code of Conduct oziroma prostovoljne načine delovanja, v katerih obljubljajo, kaj vse bodo v svojih dobavnih verigah spremenili, ampak problem teh dokumentov je, da enostavno nimajo zunanjega nadzora in so z našega vidika ali pa z vidika nevladnikov oziroma okoljevarstvenikov in tako naprej sporna, ker nimajo tega zunanjega nadzora, kar pomeni, da se lahko zelo lepo izognejo dejansko odgovornosti, ki so jo sami zapisali v svoje dokumente. In druga stvar je, drugi odziv trgovcev je, kar najbrž tudi sami opažate, so razne akcije, ki obljubljajo, kaj vse delajo z rabljenimi oblačili, da lahko potrošniki prinesejo nazaj rabljene oblačila, da grejo potem da bodo oni poskrbeli za njihova rabljena oblačila in podobno, kar pa največkrat vodi samo do tega, da ta rabljena oblačila enostavno končajo v sežigalnicah, mogoče ne pri nas, ampak v kakšnih drugih delih sveta, ampak kakorkoli, vse to je z namenom tudi zavajanja potrošnikov, da enostavno grejo kupiti k njim oblačila in tudi, če en del oblačil v resnici naredijo na tak način, kakor obljubljajo, še vedno glavnino svojega programa naredijo na star način, kar pomeni, da v resnici denar zaslužijo s starimi oblačili oziroma starim načinom delovanja, nov je pa samo zato, da enostavno imajo dovolj veliko kost, ki jo lahko vržejo potrošnikom, ki jo glodajo in na ta način v bistvu sami sebi perejo slabo vest oziroma pač imajo občutek, da so naredili nekaj boljšega, pa v resnici nažalost niso. Ok, upam, da smo odgovorili na to vprašanje, sicer lahko še kaj pojasnimo, lahko pa nadaljujemo, kaj se zgodi z neuporabnimi oblačili, ki jih oddamo v zbirnih centrih v Sloveniji. Žal, težko spet tukaj vemo, kaj točno se dogaja, večina gre seveda na odlagališča in na sežig. Zdaj, oblačila, ki so še uporabna, pa se zbirajo naprimer v teh Humana zabojnikih, se prodajo v evropske sortirne centre, kjer jih potem pregledajo glede na odsluženost, glede na znamke in potem grejo v različne second hand trgovine po svetu oziroma jih pač izvozijo v države tretjega sveta. Tako da ja, tukaj nas še čaka ogromno dela, raziskovanja, odkrivanja, kaj se sploh dogaja, ker ja, reciklaže res ni in dejansko tekstilni odpadki, vsaj po mojem mnenju, postajajo hujša problematika kot plastika, kjer imamo vsaj določene rešitve ravnanja z temi odpadki. Bi še punci kaj dodali? Ok, potem pa nadaljujemo. Ali so trgovine tekstila iz druge roke dovolj uporabne, je to korist za okolje? Seveda, vsakršna ponovna uporaba, popravila, izposoje, izmenjave so en korak, ki nam pomagajo pri preprečevanju nastajanja odpadkov. In dejansko število teh trgovin narašča, trendi naraščajo. Bolj kot trgovine v bistvu opažamo, da se na družbenih omrežjih ljudje ukvarjajo z prodajo ali izmenjavo svojih oblačil. O tem smo tudi že pisali, tako da trend gre naprej, bi pa seveda tega morali imeti še veliko več, kot smo v naši raziskavi ugotovili, je manj kot odstotek oblačil iz druge roke napram tistim, ki jih kupimo na novo.
Če nadaljujemo, kaj uporabnike oziroma kupce najbolj motivira za spremembo navad, za manj kupovanja. Ja, jaz bi rekla, da je čisto različno, ampak v bistvu gre za po eni strani stopnjo ozaveščenosti, se pravi nekdo, ki mu je mar za okolje. Tudi zanimivo, na našo raziskavo je odgovorilo več kot 1300 posameznikov. Večinoma bi jih lahko kategorizirali kot ozaveščene posameznike. In ponavadi tudi v strokovni tuji literaturi zasledimo, da so ponavadi to ženske srednjih let, zaposlene z dobro izobrazbo in družino. Tako da te seveda motivirajo klimatske spremembe, motivira nas pa lahko tudi prihranek, ne? Ampak žal je tako, da pogosto razmišljamo zelo kratkoročno, namesto da bi razmišljali dolgoročno. Investicija v en dražji kos, ki ima res daljšo življenjsko dobo, ga lahko na primer slovenski proizvajalec vedno znova popravlja in nadgradi, je seveda večja investicija, ampak dolgoročno se pa to veliko bolj splača, kot pa nakup vsaki mesec nekega izdelka s hitro modo. In pa ja, postaja v bistvu odgovoren način ravnanja z oblačili, postaja tudi že nekakšen trend. Kot sem omenila, na Instagramu in drugih družbenih omrežjih že krožijo oblačila na tak način in to več ni tabu, ne. Mi smo recimo že pred 10 leti organizirali izmenjave oblačil in sprva je prišlo mogoče 5 ljudi, ne. Na koncu smo imeli vsaj 100 ljudi, ki so redno prihajali, ne. Ker je bila še vedno nek ta tabu izmenjav oziroma da je to samo za tiste, ki si ne morejo privoščiti. Medtem pa, ko je zanimivo, da pri otroških oblačilih pa nikoli nismo imeli težav, ne. Vedno so se otroška oblačila nekako predajala znotraj družine, med kolegicami, tako da je pač treba spet obnoviti te trende. A lahko jaz še tukaj nekaj dodam? Ena zanimiva stvar, ki jo ugotavljam, je, mi smo ena v naših prvih skupnih aktivnosti pri ozaveščanju o problematiki tekstila je bila predvajanje filma Prava cena, The True Cost, ki še danes kroži, tako da ogromno šol si ga je že ogledalo. In ta film ima neizmerno veliko moč pri spreminjanju navad. In še danes naletim na ljudi, ki so mi rekli, no, ko sem pa videla ta film, sem pa začela o tem razmišljati in dejansko spreminjati navade. Tako da mogoče ena izmed stvari, ki ima zelo veliko moč, so prav videoposnetki tega, kaj se dogaja v tekstilni industriji, in kako dejansko vpliva na ljudi, ki so vključeni vanjo. Tako da, ja, mogoče je tudi to eden izmed načinov, kako spreminjati navade, no. Je pa res, da spreminjanje navad je ena najtežjih stvari, s katero se soočamo in to ne gre hitro. In mi v bistvu ugotavljamo, da to je delo 1 na 1, to se pravi z vsakim posameznikom posebej in pa vedno posameznikom rečemo, da to ni nekaj, kar narediš iz danes na jutri in spremeniš vse naenkrat, to je počasen proces, ki terja predvsem to, da se začneš informirati, da začneš iskati informacije in da začneš iskati rešitve zase. In veliko teh rešitev dejansko se ponuja tudi v različnih skupinah na družbenih medijih, kjer recimo Dom brez odpadkov in podobne zadeve, kjer dejansko ljudje med sabo izmenjujejo mnenja oziroma možne rešitve, kako dejansko na boljši način narediti določene stvari, ne. Ali pa na drugačen način, da ne rečemo samo boljši, no. Tako da spreminjanje navad je absolutno ena stvar, ki je zelo, zelo težka. Ja, in če govorimo konec koncev o motivaciji, so res zelo, zelo raznolike, ne. Nekateri pač so že, nekaterim se zdi trendi, ne vem, da očistijo svoje življenje odpadkov zaradi tega, ker se tako počutijo boljše kot človek in v svojem domu, nekateri zaradi trenda, nekateri zato, ker se jim smilijo, ne vem, živali, nekateri zaradi tega, ker bi radi za otroke nekaj naredili, nekateri, ker čutijo nujo, da nekaj naredijo na področju podnebnih sprememb. Cela paleta je v bistvu teh motivatorjev, ki so lahko pomembni, ne. Konec koncev je pa v bistvu največji problem, se mi zdi, zavaralec to, da je, kot je rekla Živa, tudi potrebno v bistvu sam biti aktiven in veliko narediti in se pozanimati, ker kolikor posameznik nima že vzpostavljene neke skupnosti, ki deluje na tem področju, mora poiskati nekako. Namreč, ko delujemo v skupnosti, se sigurno navade hitreje spreminjajo. Zdaj pa, če nimamo
v ožji skupini ljudi, takih, ki jih to zanima, ki nam lahko dajo dosti informacij, tako da ni treba v bistvu vsakemu napisati doktorata na to temo, če hoče etično kupovati, je težje. Kot je pa Živa rekla, je na srečo veliko že takih skupnosti obstoječih, ki so se začeli graditi med drugim preko izmenjevalnic, ki so bile omenjene prej s strani Katje. Ja, jaz se strinjam tukaj s puncama, bi še, evo, ste dali super iztočnico, bi še dodala, da pomembno vlogo imajo seveda tudi tako imenovani vplivneži, ne, ki pa žal gredo pogosto v nasprotno smer od te, ki bi se jo mi želeli, ne. Pogosto ima ogromno vplivnežev in znanih osebnosti svoje blagovne znamke, modne znamke, ki morda niti niso zdaj tako zelo kakovostne, tako da tu bi si želeli mogoče malo več ozaveščanja, kot pa zgolj prodajanja še dodatnih oblačil in proizvajanja namesto tega. Čeprav marsikdo bo rekel, ja, ta oblačila imajo take in take certifikate, ampak a je res potrebna taka hiperprodukcija. Nadaljujemo z Urško, ki jo zanima, kolikšen je obseg zavrženih oblačil v primerjavi z drugimi državami. Da bi bilo zanimivo videti celotno lestvico vsaj za Evropo. Ja, se strinjam, tudi mi bi si zelo želeli teh podatkov, ampak žal jih ni. Zdaj trenutno operiramo številko na ravni celotne Evropske unije, ki pravi, da vsak od nas v povprečju zavrže 11 kilogramov oblačil na leto. Se pravi, pri nas je 12,3 kilograme, ampak tudi ti dve številki ne moramo čisto zares primerjati, ker tukaj v teh 11 kilogramov je namreč vključen ves tekstil, ne. Mi smo to izločili, ker so nas zanimala samo oblačila, tako da težko primerjamo, želimo si, morda bo zdaj v bistvu s to zakonodajo, da se bo moralo ločeno zbirati tekstil do leta 2025, tudi metodologija poenotila, ne, tako kot na primer smo dolga leta na področju zavržene hrane potrebovali, da smo v bistvu to vse skupaj poenotili in da je postalo primerljivo, žal zaenkrat ni in dejansko na področju tekstila so najslabši podatki, v bistvu jih sploh ni in operiramo pogosto samo z nekimi ocenami, zato tudi odločitev vseh nas treh organizacij, da se lotimo tega projekta in teh izzivov. Če pa nadaljujem še z Metinim vprašanjem, kako izgleda izposoja oblačil pri nas in v svetu, kakšni primeri dobre prakse. Ja, tukaj smo imeli v mislih čisto klasično izposojo, ne, se pravi, včasih smo si izposodili oblačila, na primer za maškare ali pa za maturantske dogodke, birme in tako naprej, tako da to dejansko še obstaja in še živi, bi si pa želeli še več tega. Vse počasi se pojavljajo dobre prakse, da na primer si lahko izposodiš tudi za kak poseben dogodek ali pa oblačilo, ki je dražje blagovne znamke, višje blagovne znamke in si ga izposodiš. Vam bom nalepila tudi eno povezavo, ker smo o tem že tudi pisali, tudi o primerih dobre prakse iz tujine, ampak tukaj sigurno bo Živa Lopatič znala še kaj več povedati, predvsem mogoče na primeru mat džinsa. Jaz pa ta čas poiščem povezavo. Ja, v tujini obstaja tega precej več, tega se poslužujejo tudi določene proizvodne organizacije. En tak primer je Mat Jeans iz Nizozemske, ki je v bistvu ena prvih primerov, dobrih primerov resne krožne ekonomije. Namreč oni izdelujejo kavbojke iz že uporabljenih kavbojk, ampak ne kar katerihkoli. Skratka, oni so začeli svojo proizvodnjo tako, da so v bistvu začeli delati kavbojke iz ekološko pridelanega bombaža, ki jih jemljajo nazaj. In ko pridejo te kavbojke nazaj, jih dajo oni v ponovno reciklažo, dodajo en delež svežega ekološkega bombaža, stare dajo popolnoma nazaj na nitke, potem pa naredijo novo tkanino in iz te tkanine naredijo nove kavbojke. V celotni proizvodni verigi v bistvu uporabljajo samo laserje pa naravne barve, to se pravi indigo za barvanje, in dejansko predelujejo popolnoma brez kemikalij. To se pravi, izdelek je od začetka do konca popolnoma brez uporabe kemikalij. Proizvodne obrate imajo v Tuniziji pa v Španiji, kar pomeni, da so dosti blizu, se pravi, ne prepotujejo kavbojke celega sveta, in njihov cilj je, da bodo v nekem trenutku uporabljali samo še njihove kavbojke, ki bodo hodile nazaj na predelavo. To je en vidik.
vidik njihovega delovanja, drug vidik je pa to, da na Nizozemskem je že možno, da enostavno njihove kavbojke najameš in jih potem vrneš. To se pravi, jih sploh ne kupaš, niso tvoje za ves čas. Ne. Podoben način se je pri nas vzpostavil z projektom Shirting, ki so ga začele profesorce iz Mariborske fakultete. In sicer boljše srajce, ki so jih izdelali modni oblikovalci, slovenski modni oblikovalci, so dale v izposojo ljudem. In kaj so ugotavljale je to, da enostavno ljudje tovrstna oblačila za njih veliko lepše skrbijo. Potem druga stvar je, da se med ljudmi ustvarja skupnost, zato ker se te srajce izmenjujejo potem, ker potujejo od enega do drugega. In eden izmed pogojev shirtinga je prav to, da dejansko ti vidiš tistega, ki bo za tabo nosil to srajco, kar pomeni, da imaš tudi večjo odgovornost do tega oblačila, ki ga imaš. Ne. Kot primer dobre prakse bi pa mogoče omenila še eno stvar, in sicer naše izmenjevalnice certificiranih oblačil. In sicer mi smo se odločili, da glede na to, da je v Sloveniji že vedno več ljudi, ki imajo certificirana oblačila, smo za njih organizirali izmenjevalnice certificiranih oblačil. To pomeni, da ljudje prenesejo samo ta oblačila in jih lahko med sabo izmenjajo. In kaj smo ugotovili, za razliko od drugih izmenjevalnic, je to, da... Pardon. Ne. Od drugih izmenjevalnic je to, da enostavno ljudje imajo do teh oblačil drugačen odnos, ker so jih kupili po višji ceni, so se na ta oblačila navezali in jih enostavno ne želijo kar tako dati drugim. To se pravi, da oblačila, ki jih prinesejo na izmenjevalnico, če jih ne izmenjajo ali prodajo, jih odnesejo s seboj domov in jih naslednjič prinesejo spet. To se pravi, da se v resnici tudi odnos do oblačil precej spreminja zaradi tovrstnih praks. Super, hvala Živa. Jaz sem v klepetalnik nalepila tudi nekaj nedavnih člankov, ki smo jo na temo dobrih praks, alternativ in tudi slovenskih praks pripravili. Zdaj pa še Urška postavlja eno vprašanje, in sicer v zvezi z obveznostjo ločenega zbiranja tekstilnih odpadkov. Ali pri nas že potekajo kakšne aktivnosti v to smer, oziroma kaj bo morala država narediti? Žal nimamo nobene informacije in glede na to, da je leto 2025 še precej daleč in da je zdaj pred vrati precej drugih direktiv, ki jih je treba prenesti v slovenski pravni red, naprimer plastična direktiva. Se bojimo, da se na tem področju še nič kaj dosti ne dogaja. Zagotovo bo eden izmed posebnih izzivov, kako vključiti v ta sistem javnega zbiranja zasebne ponudnike, se pravi, kot imamo naprimer zbiralce oblačil, Humane in tako naprej, kako bo zdaj to v bistvu izgledalo po letu 2025. Tako da žal konkretnejšega nič nimamo, se bomo pa seveda oglasili, ko bo karkoli novega oziroma tudi v sklopu naših zagovorniških aktivnosti, ki bodo potem potekale v nadaljevanju projekta. Še nekaj dodala, če lahko. V tem trenutku se namreč sprejema nov zakon o varovanju okolja, v katerega je že vključena proizvajalčeva razširjena odgovornost in v katerem je določenih 8 odpadkovnih tokov, med katerimi pa ni oblačil. In dejansko, ne glede na to, da bi mogla biti ta zakonodaja v Sloveniji sprejeta že 1.1., zato ker od takrat naj bi veljala tudi evropska direktiva, ki narekuje, da enostavno morajo vsi, ki na trg dajo recimo embalažo, po tem primeru elektronske izdelke, pa še druge tipe izdelkov, ki spadajo v teh 8 odpadkovnih tokov. In mi do danes v resnici še nimamo sprejete zakonodaje, ki bi urejala, ki bi dejansko sledila tej direktivi in urejala to, kar ta direktiva narekuje. To se pravi, da bomo mi v resnici do leta 2025, ko bo moglo to veljati tudi za tekstil, bomo imeli že neke dobre prakse iz drugih področjih, če bomo uspeli do takrat urediti, kar mislim, da bomo, ker bomo mogli že zaradi navodila Evropske unije. Ampak, tako kot je omenila Živa, mi bi si želeli, da bi bilo to prej, glede na to, da smo en del tega že imeli, pa smo začeli ukinjati, recimo zbojnike za ločeno zbiranje odpadkov, bi si želeli, da bi se te stvari zgodile prej. Super, kot vidim, smo vsa vprašanja uspeli, upam, da toliko zadostno odgovoriti. Če je kakšno vprašanje še kar
z njim na plan, sicer se počasi poslavljamo. Hvala za res odlično idejo, kaj bi še potrebovali od nas, da bi bilo poročanje o problematiki lažje. Imam pa v zvezi s tem eno vprašanje. In sicer zapisali ste, da bi želeli audio izjave o tekočih akcijah. To pomeni, da bi vam bilo smiselno, da mi že audio izjave pripravimo naprej in vam jih pošljemo na različne teme, da jih potem lahko vključite v radijske spletne prispevke, ali bi želeli pač samo, da smo na voljo takrat, ko nas potrebujete, ko bi želeli poročati o tej problematiki. Ja, Radio Ognjišče je tukaj Meta. To pomeni, da audio, ponavadi kakšni tudi tako naredijo, kakšne zdravstvene ustanove imajo potem že obešeno gor, pa lahko kakšno stvar že dol pobereš, da ni treba vedno enega človeka sneti s kljuke, če se ti mudi, ne? V tem smislu je to fajn, če je to možno. Drugače pa vem, da ste dosegljivi itak, sem imela že dobro izkušnjo z vami. Ja, super. Najlepša hvala, zelo koristno in meni se zdi smiselno, ja, da morda res od kakšnih večjih aktivnosti že vnaprej kakšne zadeve pripravimo, da potem delo tudi hitreje steče. Sicer pa ja, v nadaljevanju bo sledil še en webinar v nadaljevanju našega projekta, ko se bomo bolj posvetili tudi drugim temam, našim zagovorniškim zahtevam. Trenutno termina še nimamo, ampak brez skrbi boste o tem pravočasno obveščeni. Zdaj bi pa še enkrat delila povezavo do tega našega Mentija in vas še prosim, evo, zdaj, ko smo ob koncu, da morda zapišete kako besedo, kako se vam je zdel današnji webinar, se vam je zdel učinkovit, uporaben, karkoli vam pride pač na misel. Sicer pa najlepša hvala v imenu vseh treh organizacij, hvala, da spremljate naše delo, hvala, da si vzamete čas in nam pomagate pri ozaveščanju, res se pozna. Čeprav počasi, ampak ozaveščanje je tek na dolge proge in se pozna vsak naš in vaš napor. Tako da hvala lepa, mogoče še živi, če boste kako besedo v zaključku rekli, sicer pa je to. Ja, no, jaz bi se vam tudi res zahvalila, pa povedala, da v bistvu je najlažje tudi konec koncev, če pristopite do nas, če vas zanima kakšen vidik oblačil in trajnosti in vpliva na družbene razmere pri nas in po svetu. Namreč tudi posneta izjava je pač lahko dolžine takšne, ki jo sami nekako določimo, vkolikor pa imate sami določene vprašanja, specifična prispevke, pa se lahko v bistvu prilagodimo tudi, kar se dolžine izjav tiče. Tako da ste vabljeni k kontaktiranju kogarkoli od nas treh, vse tri smo na voljo. Hvala še z moje strani. Jaz bi vas tam povabila, da se nam pridružite tudi na dnevu v rabljenih oblačilih in da se tudi vi se oblečete v rabljena oblačila in nam tudi tako pomagate v bistvu širiti to sporočilo, da so rabljena oblačila fajn in da se je super oblačiti včasih na drugačen način. Hvala lepa. Hvala vsem. Na mail dobite prezentacijo in posnetek in pa mora biti, če se še kakega zanimive povezave spomnimo, ki smo jo pozabili. Tako da ostajamo v stikih. Hvala lepa in bodite dobro.